Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Smo na stadionu Rajko Štolfa, pred nami pa je prva nedeljska tekma 14. kroga. Vsekakor zanimiv obračun med Tabor Sežano in Muro. Vse je Daku, ampak na sredini dobro postavljen Kaleba. Še enkrat Sadriju, žoga na Kousa, Letaj ni dobro skočil, Tijo Cipot. To bi zdaj lahko bilo nevarno, nekoliko premočna žoga, sicer pa vseeno krasno Mura, žoga z desne pred vrata, Koprivec pa je odlično odreagiral. 11. minuta, to si velja zapomniti, iz ozadja je prišel Beganovič. No, medtem Kaleba, Kaleba preigrava, Kaleba, Kali, ali lahko Sežanci poskusijo strelom, Kali, nevaren strel! Žoga mimo desne vratnice, vrat Klemna Mihelaka. Tole je zdaj bilo iznajdljivo. Pred nekaj trenutki je nevarno zapretil Tijo Cipot. Običanec Balažic in gol! Podaja na bližnjo vratnico, Gregor Balažic pa je dosegel svoj drugi gol v tej sezoni, 19. minuta in Mura je dobila to, kar si je želela. Relativno zgodnje vodstvo, Bobičanec je upisal asistenco, Balažic pa prišel do svojega drugega gola. Tako je delovalo, da je ta podaja na bližnjo vratnico nevarna. Poglejmo še v ponovljenem posnetku. Balažic ni bil dovolj blizu, Nikolič, tudi Kaleba. Bobičanec s podajo na Dakuja, tole je zdaj znova lahko nevarno. Daku, prvi strelec lige, krasno za Klepača, Klepač in gol! Kakšna akcija zdaj Mure, 25. minuta, zelo naivno je izpadla obramba Tabora in Mura vodi z 2-0. Krasna poteza Dakuja, najprej si je lepo zaustavil žogo, potem tudi z lepo finto vrgel iz ritma nasprotnika, veselje navijačev Mure, tja so zdaj šli tudi Kous, ja, zdaj so se znova zapletli Sežanci, tole je lahko nevarno in gol za 3-0. Krasna akcija, Tabor pa se je sesul. 27. minuta, 3-0, tule je Kous prišel visoko na polovici nasprotnika do žoge. Videli bomo, kako so potem statično spremljali, anemično spremljali nasprotnika. Amar Beganovič pa je izkoristil vse skupaj, izkoristil podajo Kousa. Napaka tam povsem levo pri Sežancih, to zdaj spremljamo. Kous za Klepača, nova priložnost, Klepač in gol! Razgrajanje Mure se nadaljuje. 33. minuta, napadalna rapsodija Prekmurcev v Sežani. Mura vodi s 4-0, Klepač pa je dosegel svoj drugi gol na tekmi. Najprej neumnost na sredini igrišča, neverjetna napaka in Mura je potem takoj šla v protinapad. Tu je Žiga Kous. O tem, kdo bo obstal v ligi, Daku še ni dočakal uporabne žoge v drugem polčasu, zato pa zdaj Nzenge, krasna finta, vendar kakšna obramba Mihelaka v poskusu. Letaj! Ja, Mura je zdaj zelo naivna v obrambi, to se vidi ob vseh teh akcijah. Iz ozadja tudi Korošec, žoga proti Nzengeju. Pa Kali do strela, bilo je nevarno, znova je bil blizu Nabil Kali. Tudi nekdo v bloku se je dotaknil žoge. Pa dobro smo stvarno ušli u utakmicu, eto imali smo puno prilika kao što smo iskoristili. Što se tiče mene, hvala Daku za prvi gol, hvala Kousu za drugi.
Dobro mi je što se tiče mog samopouzdanja da ga malo dobijem, ali najviše mi je bitno što se tiče ekipe, da sam ekipi tu pridonio nešto i pomogao. Kakšen je bil dogovor med polčasom, v drugem delu je bil Tabor agresivnejši, vi pa ste se zdeli, da v napadu niste več tako željni igre. Za drugi polčas? Pa da, mislim, znali smo da će sigurno 10-15 minuta prvih oni nešto pokušati napraviti sa nekim dugim loptama ili nešto da će nas stisniti. Mi smo htjeli izaći hladne glave da nastavimo kao i prvo poluvreme. Bilo je malo teže, ali eto, izvukli smo se i to je najbitnije. Hvala in srečno. Žiga Ovsenek, prvi polčas zagotovo prava katastrofa. Kaj se je med odmorom dogajalo v slačilnici? Kakšna so bila navodila trenerja? Ja, med odmorom smo se zmenili, da pač rešimo tisto, kar se rešiti da, in mislim, da smo drug polčas boljše odigrali, tudi Mura je mogoče se pomaknila malo nazaj. Mi smo se ustvarjali par lepih priložnosti, ki jih nismo izkoristili, tako da je na koncu ostalo 4:0. Kaj pomenijo ti rezultati za naprej, kako naprej, kaj ste tudi morda zdaj na prvo žogo rekli igralci, soigralci v slačilnici? Ja, rezultati sigurno za nazaj niso optimistični, za naprej pa nikoli ne veš, kaj se bo dogajalo. Mi bomo probali trenirati na polno in dati skupaj glave in probati rešiti se iz te situacije. Mislim, da nam drugega ne preostane. Igralci po tekmi smo sigurno razočarani, ampak ja, drugega nam ne preostane, kada pridemo v torek na trening, jutri se spočijemo in se pripravimo za Radomlje in probamo tam dobiti kakšne pike. Najlepša hvala in srečno. Okay. Tako, zdaj pa smo nazaj na highlightsih. Damir Čantala, čestitke za odličen prvi polčas, potem zbrana predstava v drugem delu, ko ste vseeno nekoliko trpeli, morda najprej ocena prvih 45 minut, ko smo spremljali pravo napadalno rapsodijo. Hvala za čestitke, mislim, da je bil odličen oziroma skoraj vrhunski prvi polčas, kjer smo bili predvsem zelo agresivni, zelo malo dopuščali Taboru, da sploh pogleda na naši polovici. Obenem bili mirni v posesti in pa predvsem zelo igrivi v zadnji tretjini, kjer smo si ustvarjali priložnost za priložnostjo. Fantje so se odlično držali taktičnih zamisli, idej, katere smo pripravili čez teden in zato jim moram čestitati. Ste potem nekoliko sami zaustavili ta nalet ali so se igralci sprostili, kaj se je potem zgodilo v drugem polčasu? Tabor je postal konkretnejši? Nisem sam zaustavil, nikakor ne. Želeli smo približno nadaljevati, vedeli smo, da ne bomo mogli v istem tempu kot v prvem polčasu, ampak mislim, da je to nekako normalno pri tem rezultatu, da težko vztrajaš, tudi domačini niso imeli kaj za izgubiti in so šli večji riziko z več igralcev in prihajali naprej, ampak na koncu je pomembno, da smo zdržali, tudi da nismo prejeli zadetka in zato je zmaga še bolj sladka. Boste pa imeli tudi sladke skrbi, Nejc Vidmar pa Mihelak. Danes smo videli spet dve fantastični reakciji mladega vratarja v trenutkih, ko ni imel dela, pa se je izkazal znova. Kaj vam to pove o njegovi kvaliteti? Klemen je zaenkrat odlično izkoristil svojo priložnost. Nastopil je na 4. tekmi zapored, imamo 10 točk v teh 4 tekmah, 3 zmage in 1 remi. 2 tekmi zapored ni prejel zadetka, zdaj traja že več kot 250 minut, ko je nazadnje prejel zadetek proti Celju. Tako da z njim smo zaenkrat zelo zadovoljni, je pa mlad fant, ve, da ima ogromno rezerve, mora delati in pričakujem, da bo v prihodnje še boljši. Najlepša hvala in srečno. Dušan Kosič, če se naveževa na tisto napoved, na to, kar ste si želeli v prvem polčasu, se to niti približno ni uresničilo. Ste bili zelo jezni med odmorom v slačilnici? Jeza ne pomaga. Bil sem nase najprej opravičilo našim navijačem. Tole danes prvi polčas ni bilo ničemur podobno, po drugi strani je Mura zelo enostavno odigrala, prihajala v neke pozicije, ki si jih nismo želeli. Imeli smo veliko problemov v obrambi z reševanjem teh situacij in posledično smo toliko že zaostali, da v polčasu smo se dogovorili, da probamo drugo brez pokazati, ker pride dan, ki nam ni v ponos nobenemu in tudi fante ne morem obtoževati, tukaj sam se zelo slabo počutim, ker enostavno je bilo preveč zmede. Neke ideje smo imeli, kako bi prvi polčas preživeli, pa drugi polčas dodali, potem ampak se nam je vse išlo drugače in čestitke Muri za zasluženo zmago. V drugem delu pa vseeno nekaj, na čemer se da graditi. Boljša predstava, tudi v napadu ste imeli nekaj priložnosti. Je to zdaj tista prava pot za Tabor za naslednje izzive?
Saj imamo mi dobro ekipo, ampak imamo cel kup problemov, ki jih javnost ne pozna. To je od tega, da moramo igralce dozirati, eni so v bistvu, ene moramo počivati, drugi ne morejo od začetka začeti in tako naprej. Tako da imamo veliko izzivov, ampak ja, drug polčas, verjetno je Mura tudi malo s plina stopila, je bil naš obraz boljši, imeli smo tudi nekaj priložnosti in poklopiti se ne more. No. Dan pa tisto, kar ta današnja podoba res ni bila v ponos in upam, da se bomo sestavili do naslednje tekme, da bomo dobro obraz pokazali. Dušan, hvala in srečno.